Spoštovani, lepo pozdravljeni. 7. aprila 2016 mineva 10 let od odloka papeža Benedikta XVI. O ustanovitvi 3 novih škofij in imenovanju 3 novih škofov ordinarjev v cerkvi na Slovenskem. V sklopu dotedanje ljubljanske nadškofije je ustanovil novomeško škofijo s sedežem v Novem mestu. Za ordinarija je imenoval dotedanjega ljubljanskega pomožnega škofa in generalnega vikarja monsinjorja Andreja Glavana. Dotedanjo mariborsko nadškofijo pa je razdelil na 3 dele. Na novo nastali celjsko škofijo s sedežem v Celju in mursko-soboško sedežem v Murski Soboti. Za škofa ordinarja v Celju je bil imenovan dotedanji mariborski pomožni škof in generalni vikar monsinjor dr. Anton Stres. Za ordinarja v Murski Soboti pa dotedanji rektor bogoslovnega semenišča v Mariboru monsinjor dr. Marjan Turnšek. Mariborska škofija je z razdelitvijo postala nadškofija in metropolija. Takratni škof, monsinjor dr. Franc Kramberger, pa nadškof metropolit. A do danes je bilo kar nekaj personalnih sprememb, z izjemo Novega mesta, kjer ostaja škof Andrej Glavan. V Mursko Soboto je prišel škof Peter Štumpf, v Celjsko pa škof Stanislav Lipovšek. In vse 3 škofe lepo pozdravljam pred kamerami in mikrofoni. Lepo zdrav. Gospodje škofje, 10 let je minilo od ustanovitve novih škofij, vzpostavili ste za njih pomembne strukture, delo je postalo več ali manj utečeno. Kratek pogled nazaj. Je bila odločitev o razdelitvi slovenske cerkvene pokrajine smiselna in zakaj? Gospod Glavan. Danes, po 10 letih, vidim, da je bila gotovo zelo smiselna. Res je, da je 10 let kratka doba, da bi pregledali, ocenjevali sadove in dosežke. Čeprav tudi pri 10-letnem otroku se že pokaže, kakšne talente ima, kakšen bo, mu bo v šoli šlo ali mu ne bo šlo. Podobno tudi škofija. Se mi zdi, da se je pokazalo, ker je bil pastoralni vidik odločilen, da je prav to dalo svoje sadove. In mislim, ko smo gledali cilje, ki so bili takrat pred očmi komisije, ki je odločala in se glede novih škofij, koliko jih bo, kje bodo, da so nekako v glavnem doseženi. Za nobeno stvar ne moremo reči, da je optimalno, da smo dosegli vse, kar je možno, ampak gotovo sadovi so. Jaz mislim, da je to cerkev na Slovenskem zaznamovalo in tudi neki pastoralni uspehi so gotovo, tudi številke kažejo. Se mi zdi, da bi bilo to zmanjšanje raznih statističnih podatkov še veliko večje, če ne bi bile ustanovljene škofije. Ker dobro, do določenega zastoja, zmanjšanja je prišlo po vsej katoliški cerkvi, redka so področja, kjer sekularizacija ni imela svojega vpliva. Vendar se mi zdi, da številke kažejo, da vendarle pri nas ni prišlo do takega zastoja. In smiselno je bilo, končno iz vidika tudi samostojne države, da je nekaj časa smo mislili, da bodo reševali samo s pomožni škofi, pa se je videlo, da je krajevni škof ima svojo veljavo, prav tako torej ordinarij, ker cerkev je skupnost, občestvo v svoji sredi s škofom. Gospod škof Lipovšek. Ja, tudi jaz sem globoko prepričan, da je to bila dobra odločitev. Saj vemo, da v zgodovini cerkve se je vedno to dogajalo, da moramo spremljati znamenje časa in zdi se in prepričani smo, da je to bil tudi odgovor na ta znamenja časa, kaj bi ste ukrenili, da bi bilo bolj poskrbljeno, kot se reče, za duhovni blagor vernikov. No, za našo celjsko škofijo je to še na poseben način zanimivo, kajti zgodovina pravi, da smo imeli že škofijo v rimski dobi. Iz tega časa, se pravi 4. stoletje, imamo znamenitega pričevalca, svetega škofa Maksimilijana Celjskega,
In potesneje tudi še srečujemo celjske škofe recimo na sinodi v Ogleju in celo na sinodi v Rimu, tako da vse tja do 7. stoletja so ti sledovi in potem pa seveda je to preseljevanje narodov in vse drugo pripomoglo, da je pač se to izbrisalo nekako iz zgodovinskega dogajanja. In v vseh časih je bila ta skrita želja, da bi se obnovila ta škofija. No in zdaj smo pa prišli v tem času, pred 10 leti, vendarle do tega, da se ta krajevna cerkev na novo vzpostavi in, hvala Bogu, uresničuje svoje poslanstvo. Gospod škof Štumpf. V Prekmurju je bila že skoraj pred 100 leti živa misel, da bi Prekmurje dobilo svojo škofijo. In sicer ta misel je krožila med tedanjimi duhovniki, narodnimi buditelji, kot so bili dr. Franci Ivanoci, Jožef Klekl starejši, Ivan Baša, tudi Ivan Jerič. Vendar pa do te pobude, ki jo je v bistvu dal takratni beograjski nunci, Peligrineti, ni prišlo, zaradi tega, ker nekako ni bilo soglasja, kdo bi prevzel breme škofovstva. In z 1. decembrom 1923 je potem Prekmurje prišlo kot apostolska administratura pod mariborsko škofijo. Ampak v 70. letih se je ustanovilo pomursko pastoralno področje, ki je bilo zelo živahno, predvsem na področju izdaje nekaterih knjig, in pa poskušal odgovarjati na specifiko te pokrajine, ki meji pač na 3 države. To je Avstrija, Madžarska, Hrvaška. In stvar je tako daleč potem dozorela v okviru cerkve na Slovenskem, da je potem tudi Prekmurje z Prlekijo in delo Slovenskih goric, torej danes rečemo temu Pomurje, dobilo svojo škofijo. Seveda 10 let je res še kratka doba, vendar pa vidimo, da v 10 letih je Pomurje postalo v slovenskem prostoru in tudi, moram reči, kar v jugoslovanskem, pa celo madžarskem in avstrijskem nekako bolj prepoznavno. Soboški škof ima lepe stike tako z domačimi sobrati. Mislim, da je Slovensko škofovska konferenca močno pridobila z novimi škofijami tudi v odnosu do države. Tako tudi Slovenska škofovska konferenca je nekaj bolj kompetenten sogovornik v odnosu do države. Škofje upravljamo 2-krat letno skupaj duhovne vaje, oziroma na 2 leti enkrat skupaj duhovne vaje. Tudi to je zelo pričevalno. Potem smo škofje navzoči ne samo v svojih lastnih škofijah, ampak tudi po celi Sloveniji. Recimo, če pride soboški škof v celjsko škofijo ali v novomeško škofijo, ga verniki sprejmejo skoraj kot svojega škofa. Tu je velika zasluga vas medijev. Namreč, da nas zelo pozitivno predstavljate res kot dušne pastirje, ki smo v prvi vrsti odgovorni za cerkev na Slovenskem, in da nismo nekako provincialni škofje, čeprav smo ordinariji, ampak smo vsak na svoj način tudi pastirji skupaj seveda celotne cerkve na Slovenskem. Tako da v naši soboški škofiji doživljamo to pridobitev tudi v tem smislu, da je škof blizu duhovnikom, ker je naša škofija zelo majhna, ima samo 36 župnij. Gospodje škofje, se bomo dotaknili, pa boste gotovo tudi v nadaljevanju iz svoje prakse nekako izhajali, kajti za osnovo, za današnji pogovor smo vzeli prav teološki simpozij, ki je potekal letos ob 10. obletnici ustanovitve škofij. In slišali smo, da cerkev ostaja živa le, če je pripravljena na nenehno prenovo, tudi institucionalnih oblik. Kako to razumete, gospod škof Štumpf? Ja, to predvsem razumem kot svojo lastno prenovo. Namreč prav na Veliki četrtek sem spregovoril duhovnikom v svojih homiliji, to pri krizmeni maši. Misel o tem, kako je apostol Janez v razodetju
od Gospoda sprejel sporočilo za 7 cerkva tedanjih škofij, in sicer v Efezu, Smirni, Pergamonu, Tiatiri, Sardi, Filadelfiji in Laodikeji. In tukaj Gospod Jezus Janezu zelo jasno spregovori, da od vseh teh cerkva je pred njim upravičena samo cerkev v Smirni, in sicer ker zna vztrajati v stiski in oboštvu. Namreč gre za nagovor Gospoda samim škofom, ne cerkvam, ampak škofom, kakšen mora biti škof. In kakšen je škof, takšna je tudi cerkev. Če škof zna vztrajati v stiski in oboštvu, pomeni, da zna cerkev voditi proti nebeškemu Jeruzalemu. Če pa to ni, potem ga pa cerkve ne vodi proti nebeškemu Jeruzalemu. Zato je za mene tudi kot za škofa veliko vprašanje, kako znam odgovarjati v vsej ponižnosti in tudi v procesu lastnega spreobrnenja na to, ali se ogibljem stisk, ne samo svojih, ampak tudi drugih, pred njimi bežim, ali se z njimi soočam z ljubeznijo pastirja, ki jo moram seveda vedno iskati pri Gospodu Jezusu, in pa ali je moje oboštvo takšno, da je to oboštvo, ki pričuje, da sem svoboden za službo ljudem, da nisem navezan ali pa nisem pretirano zaskrbljen, kako in kaj bo z mojo škofijo. Hvala lepa. Škofija prihodnosti bi morala biti inovativna glede strukturnih reform, naprimer oblikovanje zvez ali skupin župnij. Smo slišali na teološkem simpoziju. Zakaj bi bilo to dobro, gospod Škof Lipovšek? Ja, za normalno in učinkovito poslanstvo cerkve v sedanjem svetu. To ni pravzaprav nič novega. O tem je že pred 50 leti zelo jasno govoril Vatikanski koncil. Recimo z močnim naglasom na skupnem duhovništvu vseh vernikov. Vemo, da je prej malo drugačno pojmovanje cerkve. In to je bila res izredno pomembna razsežnost in novost, ki je potem zelo vplivala na tudi te strukturne spremembe cerkve. Pomislite, kje smo imeli pred Vatikanskim koncilom župnijske pastoral svete, recimo. In to živahno sodelovanje laikov na vseh ravneh, in to se, hvala Bogu, sedaj nadaljuje in uresničuje pri nas po slovenski sinodi, in pa potem še aplikacije oziroma aktualizaciji te sinode po znanem pastoralnem vodilu. Pridite in poglejte. To je ta, bi rekli, koncilska vizija delovanja cerkve, ki živi v sedanjem svetu, ki mora tudi poznati to situacijo, v kateri je, in seveda na to znamenja časa tudi odgovarjati. Drugače nas doseže Jezusova graja, ko je rekel svojim sodobnikom, znate presojati strani neba, ne pa tudi znamenja časa. Razkorak med mišljenjem oziroma med situacijo v današnjem svetu in temu poslanstvom cerkve je Vatikanski koncil konstitucijo cerkve v zadnjem svetu imenoval za največjo zablodo časa. To se pravi, moramo biti vključeni, moramo biti integrirani, povezani in odgovarjati na dejanske probleme časa. Oziroma, kot pravi naš dragi papež Frančišek, da mora cerkev iti ven tudi iz cerkve in zlasti iz pisarn in iti tja, kjer ljudje živijo, kjer delajo, kjer trpijo in kjer upajo. Ali še bolj po domače, da moramo imeti škofje in pastirji von po ovcah, to se pravi, da moramo deliti situacijo današnjega človeka, katerem smo poslani, in ga dobro poznati, da bi lahko mu potem tudi pomagali na poti k Bogu. Gospod Škof Glavan, slišali smo tudi, da bi morala škofija prihodnosti oblikovati močan čut odgovornosti vseh sodelujočih. Več razlogov naj bi govorilo v prid temu, da bo šel razvoj v smer v povprečju manjših škofij in večjih oziroma razširjenih župnij. Kako to razumete vi? Nekoč je bilo škofij, zlasti v nekaterih deželah, veliko. Kot klasičen primer daje vedno sosedno Italijo. Tam so imeli okoli 320 škofij, danes jih imajo že po prvem delu reforme že manj kot 250 in se bo to krčenje še nadaljevalo.
tako da so postavili neke merilo, spodnje mejo, 90 000, da škofija naj ne bi bila manjša, ne bi imela manj kot 90 000 ljudi, prebivalcev. Ali pa vernikov, kakorkoli že hočete. To gotovo bo šlo v smeri teh združevanj, kjer so zelo majhne škofije. Najbrž pa bodo večje škofije šle v razdelitev, čeprav so ponekod ovire, kot je znano v Nemčiji, zaradi Vatikanskega sporazuma, se tega ne lotijo. Pri nas smo to nekako ugriznili. Glede župnij bi pa tole rekel, ne. Največ župnij je nastalo v tako imenovani jožefinski dobi. Jožef II. Je ustanavljal te župnije in postavil merilo, da naj bi verniki ne imeli več kot 1 uro do cerkve, župnijske cerkve. Danes je to nekako relativno zelo, da ne bom rekel brezpredmetno, ker končno zelo malo ljudi hodi peš, tako kot včasih 1 uro ali pa 2. In če mu je končno vseeno, ali se zapelje 2 kilometra ali pa 7 kilometrov. Tako da to bo šlo gotovo v smeri združevanja teh župnij. Znane so nemški poizkusi, nekatere škofije so šli iz 300 na 150 ali še včasih manj župnij, ki so nekakšne zveze župnij. To se pravi, vendarle ostajajo do neke mere pastoralni centri, vendar tudi zaradi pomanjkanja duhovnikov več župnij vodi en duhovnik ali pa skupaj s pastoralnimi pomočniki, kakorkoli že, v glavnem, vedno bolj se uveljavljajo te povezane župnije, manjše, ki se povezujejo v večje. Gospod škof Lipovšek, reorganizacija škofijske mreže sama po sebi ni vzbudila večje rodovitnosti v pastoralni dejavnosti, je pa spodbudila rast posameznih cerkvenih ustanov, smo slišali na simpoziju. Čuti se kadrovska oslabitev zaradi starosti duhovnikov, redovnic. Prav tako tudi to je bilo slišati na simpoziju. Kako ta trend spremeniti, obrniti? Predvsem sta tu 2 poti. Prva, da več storimo in si primerno prizadevamo za nove duhovne poklice. To se pravi, da bomo spet nekako doživljali to, bi rekel, duhovno pomlad duhovnih poklicev, kot je že bilo v svoj čas. Pa dobro, zdaj vemo, kaj je bilo v tistem času in kako je danes. In vendar, hvala Bogu, imamo nekatere škofije, ki se že veselijo neke pomladi duhovnih poklicev. Recimo, v naši Celjski žal še ni tako. Ampak kaj pravi Jezus? Prosite, iščite, trkajte. In tu je problem. Tudi v tem pastoralnem vodilu oziroma dokumentu pridite in pogledajte, rečeno, ne samo po izhojenih potih, ampak tudi neizhojena pot. Recimo, kaj bi lahko dali v primerjavi to, da je Jezus šel iskat svojega evangelista Mateja, Levija, tja v tisti berlog med te grešnike. Ne? Kdo to danes dela? Ali pa da je snel Janeza in Jakoba iz očetovega čovna, ko sta mreže popravila, gremo. Vidite, to so pa še neka neizhojena pota, ki so. Ampak, kot rečeno, to. Drugo pa in zlasti, da bomo res navzeli to delež laikov, ki lahko veliko tega, kot se reče, uresničijo v moči ravno svojega skupnega duhovništva. Recimo en primer, saj pri naši škofiji tako, čeprav imamo že veliko pomanjkanje, imamo 37 župnij brez rednega duhovnika, pa nikakor ne gre tisto, kar je že zdavnaj zanimivo vodstvo cerkve predvidelo, recimo bogoslužja Božje besede, nedeljo z obhajilom, ki ga vodi laik. Imamo obrednik, imamo navodila, imamo vse, pa kako neduhovniki, pa tudi neverniki, še nismo nekako čisto dozoreli, da bi se to lahko tudi uresničevalo. Imamo tudi nekaj primerov, da, kot se reče, duhovniki grešijo, ker mašujejo malo čez 3. Oziroma, veliko je teh naporov in hvalevrednih prizadevanj, da bi ohranili status quo, ampak imamo tudi nekatere nove možnosti, zato na to vprašanje, kako
to se pravi skrbeti za duhovne poklice, saj jih malo se svita v Sloveniji, zlasti redovniki, se zdi, da imajo tudi kar nekaj novih duhovnih poklicev, redovnice recimo, kontemplativni redovi, ampak pa tudi seveda teh laiških ustanov, ki jih imamo kar nekaj, ne, v okviru zlasti župnijskih svetov, pa dosedanjih ključarjev, pa tu so seveda tudi bralci, tu so izredni delilci Okaila, tu so stalni diakoni, tu imamo pa še velike rezerve, ki jih bo treba dobro izkoristiti. Gospod Škof Glavan, tudi gmotna vprašanja zaradi delitve škofij še niso povsem razrešena. Ob 10. obletnici bi lahko rekli, da je čas za razmislek in čim hitrejše ukrepanje na tistih področjih verskega življenja, kjer se čuti nazadovanje. Bi se strinjali s tem in kje to nazadovanje vidite vi? Če se najprej dotaknem delitvene bilance oziroma razdelitve dobrin, postavljanje temeljev za koliko toliko uspešno delo tudi na tem področju, moram reči, da res je, da še ni dokončana ta delitev, ampak imamo dogovor, da bo to v kratkem rešeno. Glede nazadovanja bi jaz rekel, moramo najprej upoštevati nazadovanje, ki je splošno vse povsod. To se pravi, naprimer, število nedeljnikov malo, ki je narašča. So redka področja ali pa župnije, da bi bilo več nedeljnikov, kot jih je bilo pred 20 leti, naprimer, ali pa 10 leti. So pa ponekod, so pa nekatere stvari, ki rastejo. Jaz sem gledal malo statistiko iz naše škofije, kjer smo zdaj glede tega almanaha, kako bi rekel, zbornika, smo zbrali nekaj statistike. Molitvenih skupin je več, zakonskih skupin je več kot pred 10 leti. Edino pri mladinskih skupinah je prišlo do nekega zastoja, vendar se je pa povečalo število, na primer, skavtov pa animatorjev. Tako da tu je neka dinamika, ki jo treba upoštevati, če hočemo biti realni in objektivni. Potem jasno tudi poroke, naprimer. To je splošni trend v svetu, da se ljudje pozneje poročajo, manj poročajo, tako da to ni zasluga, tudi če bi se, ki je ohranilo enako število porok, procentualno bi bilo to zelo osamljen primer. Je primer pri verouku. Res je, število veroučencev pada v vsej Sloveniji, ker pada tudi število učencev v šolah nekako, ne, v primerjavi s prejšnjimi leti. Vendar procent veroukarjev, saj v naši škofiji, tako čutim, ne pada, ker imajo družine, krščanske družine, več otrok kot druge. Tako da procent tistih, ki v šolo hodijo, pa hodijo tudi k verouku, tako rekoč ne pada, čeprav je absoluten, torej število nekoliko pada. Prvi murskosoboški škof Marjan Turnšek je dejal, da je po 10 letih samostojnega življenja takšnega organizma, kot je škofija, preuranjeno pobirati sadove in podati oceno o novem življenju takšne ustanove. Gospod Škof Štumpf, a vseeno pa so nekateri uspehi, morebiti tudi neuspehi. Kako gledate vi? Če nekoliko nadaljujem s tem, kar je prej začel gospod Škof Glavan. Naša škofija je hčerinska škofija mariborske nadškofije. In mi, ker smo zelo majhni, zelo občutimo to, da nismo dobili tiste dokončne razdelitve dobrin zaradi težav mariborske nadškofije. Namreč v bistvu nimamo nepremičnin. Smo brez nepremičnin, razen škofijska stavba, v kateri je škof. In zato smo povsem odvisni od darovernikov. Tako da moramo zelo paziti, kako gospodarimo. Moram reči, da gre zelo na tesno. In vemo pa, da je Prekmurje najbolj socialno ogrožena pokrajina v Sloveniji. Imamo najnižji prihodek v družino v Sloveniji. Imamo tudi najvišji odstotek alkoholiziranosti in samomorilnosti v Sloveniji.
in pa po propadu Mure je čez polovica delavcev in delavk v Muri tudi psihično zbolelo zaradi stresov. Tako da se nam to pozna tudi v tem, bi rekli, ekonomsko-materialnem položaju škofije močno. In zato smo tukaj vsi, predvsem duhovniki in škof, zavezani k medsebojni solidarnosti in zelo odgovornemu upravljanju dobrin. Predvsem tudi zato, ne samo zato, da preživimo, ampak zato, da smo pričevalni. Potem kot drugo, moramo se zelo varovati provincializma. In da je naša mejna škofija včasih doživlja določene vplive iz Avstrije, Madžarske, tudi Hrvaške, ki so močnejši od recimo od vplivov matične Slovenije, recimo iz Maribora ali Ljubljane. In zato je zelo pomembno, da imamo vedno pogled usmerjen tudi proti Mariboru, Ljubljani, Celju, Novemu mestu. Gre namreč za to, da smo cerkev na Slovenskem, da nismo provincialna cerkev, ne. In zato se še navajamo tudi na to veliko dobrino, ki jo imamo zdaj, tudi naša škofija, na tako imenovane teološke tečaje, pastoralne tečaje, katehetske tečaje, vse te forume, ki nam dajo možnost izobraževanja in vpogleda v življenje in delovanje tako cerkve na Slovenskem, kot tudi seveda celotne cerkev. Pa kljub temu, gospod škof, velja omeniti tudi, da pa kljub vsem stiskam, ki ste jih omenili, niste pozabili nikakor na tiste najbolj uboge. Se strinjate, je tako? Ja, hvala vam, da ste me na to spomnili. Kljub vsemu temu smo vendar v škofijski stavbi, namreč papež Frančišek nas je izzval, ko je dejal, da vsak škof le nekaj naj da tudi revežem, čeprav mogoče tudi sam nima veliko, da smo pred 2 letoma odprli v škofijski stavbi Lazarjev dom. In sicer v soglasju oziroma s pomočjo mestne občine Murska Sobota in pa soboških in tudi drugih pomurskih socialnih služb smo odprli menzo za reveže, kajti v Soboti in v okolici je okrog 300 ogroženih ljudi, socialno ogroženih ljudi, ki so na robu preživetja. To so ljudje, ki so bolni ali so tudi odvisniki, ostali brez služb, enostavno se ne morejo znajti in vsak dan pri nas dobi topel obrok okrog 70 do 80 ljudi. Včasih tudi jaz stopim k njim, da skupaj malicamo. In lepo je, ko slišiš, gospod škof, hvala, da ste nam vrnili dostojanstvo od teh ljudi. Imamo potem tudi ambulanto znotraj te ustanove za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja. 3-4 zdravniki tukaj delajo prostovoljno. In okrog tega seveda tudi druge službe, ki pomagajo k rehabilitaciji tem ljudem, da bi se osamosvojili ponovno in zaživeli. No, zdaj smo ustanovili pa še tudi materinski dom v župnijski stavbi svetega Jurija ob Ščavnici. Torej, bomo kar rekli, da nekako iz tega socialnega čuta na škofijah ne manjka. Gotovo se boste strinjala, gospoda škofa Lipovšek in Glavan, tudi za vaju podobno vprašanje, uspehi, neuspehi. Prosim, gospod škof Glavan. Ja, na začetku škofije se spomnim ob prvem zahvalnem romanju v Rim. Nam je kardinal Rode naročal v Rimu, vse škofije morajo dobiti škofijske gimnazije kot nek načrt, kot nek cilj. Do tega ni prišlo in najbrž še kmalu ne bo, ne v eni, ne v drugi, ne v tretji škofiji, zaradi materialnih omejenosti, sredstev in tako. Vendar to je lahko še potem projekt za naprej. Ni važno, kako in kdaj bomo. To je eden mogoče takih neuspehov. Ostaja pa tisti cilj, ki nam ga je tudi dal, veste, takrat pri maši v Rimu, da morajo biti prvi škofje sveti v vsaki škofiji. To pa ostaja odprta naloga in ne dokončana. V glavnem, jaz mislim, da res je preuranjeno je do neke mere, ampak kot sem že rekel, suma sumarum
nekakšna je pa, teh sadov je pa gotovo pozitivna. Gotovo se ne bi strinjal s tistim predavateljem, ki je na simpoziji trdi, da ni nobenih razlik, da ni nobenih sadov, da ni nobenih sprememb. Zanimivo je to, da do takih razmislekov pridejo tisti, ki so bili vprašani v starih škofijah, ne v novih. Iz nove škofije ni bilo nikogar, ki bi rekel, ustanovitev ni bila smiselna, nobenih sadov ni. To ga ne boste skoraj našli v novih župnijah, škofijah, ne samo v Novem mestu, mislim, da tudi v Celju in v Murski Soboti. Vendar seveda počasi. Počasi moramo biti zadovoljni. Važno je, da bomo ostali zvesti osnovnemu poslanstvu, to je evangelizaciji in oznanjevanju evangelija, posredovanju vere novim mladim rodovom v družinah, da bomo družini pomagali, da bo opravljala svoje poslanstvo zadovoljivo, tako kot mora, kot ima tako rekoč od Boga dano poslanstvo. In ne boj se mala čreda, je Jezus rekel, to velja tudi za naše škofije, čeprav morda nismo mogli uresničiti vsega tistega, kar bi si želeli, vendar. A tudi, kot ste prej dejali, pri 10-letnem otroku še vidimo darove, ne vidimo pa čisto vseh. Ne vidimo pa vsega, tudi marsikaj se lahko spremeni, tudi uspešen otrok se lahko, kot rečemo, spridi, vendar normalno pa je tako, da se vendarle pokaže že v teh letih. Res pa je, da se bo pokazalo v naslednjih letih spet, kaj bo. Zdaj ti naši 3 otroci gredo v najstniška leta, ne. Bomo videli, kaj bo, kako bo zdaj v teh burnih, vendar če so bili postavljeni solidni temelji, jaz mislim, da ni nobene skrbi za prihodnost. Gospod škof Stanislav Lipovšek. Se vsem pridružujem mnenju gospoda Andreja. Ja, seveda, tudi sam osebno menim, da so neki sadovi, jasno, potrpežljivost, ne, in to je nekako stoletno dogajanje. Ne moramo to nekaj letih enostavno že vsega uresničiti. Dobro, čisto preprosta matematika, ne. Če smo prej imeli 3 škofije, pa 3 recimo duhovniške svete, pa prostane svete, zdaj imamo pa 6. Ja, če toliko več ljudi razmišlja recimo o potrebnosti, kaj smemo, vajanja odraslih, krščansko življenje, toliko več ljudi angažirano to dela. Ja, menda so tu neki drugi rezultati, kakor če ne bi bilo tega, ne. Recimo, preprosti primer. Seveda, ob tem presojanju in merjenju in statistika seveda gor dol, sem jaz včasih malo previden, ker uspeh to ni pastoralna, verska kategorija, to je komercialna, to je sociološka. Mi o uspehu ne moramo kar tako enostavno govoriti. Recimo, oprostite, Jezus na veliko noč zjutraj, na veliki petek nima nekega uspeha. Eden ga je zatajal, eden ga je izdal, vsi so razbežali. Uspeh, ne vem, vidite, a vendar je to bil vrhunec dela odrešenja, ne, kako je to, prosim, ne narobe razumeti, ampak včasih malo mogoče tu zaidemo. Zdi se mi, da je pater Marko Rupnik malo to opozarjal, da se moramo malo varovati nekega aktivizma, v smislu, to pa smo mi naredili, to pa je naše. Ne, apostol Pavel je svoj čas rekel, nič ni tisti, ki sadi, ne tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog. To se pravi, s tem moramo zelo računati v našem delovanju in poslanstvu naših škofij in teh škofijskih ustanov in vedno nekako dajati prednost tistemu, kar je včasih naglašala klasična teologija, ex opere operato, ex opere operantis. Mi včasih predvsem naglašamo tisto, kar mi naredimo, vse prav, moramo, pravilno, ampak kar pa tudi Bog deluje sam v sebi, recimo pri obhajanju zakramentov, pri sveti maši. Ja, sodelovanje je odlično, ampak
to je moje telo, ki se daje za vas. Vi ste moji učenci. Ja, vidite, tako da tu je neka modrost in zato smo veseli. Jasno pa, da velja tudi Jezusova beseda, ko ste vse storili, kar ste morali storiti, recite, nekoristnih hlapci smo. To pa tudi v tem smislu. Hvala lepa, spoštovane gledalke, dragi gledalci, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Spremljate pogovor z murskosoboškim škofom, novomeškim škofom in celjskim škofom, Petrom Štumpfom, Andrejem Glavanom in Stanislavom Lipovškom. Pogovarjamo pa se o 10. obletnici ustanovitve škofij. Letos namreč mineva 10 let, odkar je papež Benedikt XVI z odlokom odločil in pa spremenil cerkveno pokrajino v Sloveniji. Gospod škof Lipovšek, bi se strinjali oziroma bi si upali trditi, da ljudje, verniki, pa tudi duhovniki, redovniki, redovnice, včasih od škofije pričakujemo preveč? Ja, vse prav, hvala Bogu, da pričakujejo, da nas tudi motivirajo in spodbujajo. To je čisto v redu. Seveda, so pa včasih tudi težave. Recimo, hočemo imeti duhovnika, mladega, zdravega, aktivnega, dajte nam ga, če ga pa ni. Če jaz obratno vprašanje vprašam, koliko pa je novomašnikov iz vaše župnije, recimo, ne. No, tu je včasih malo, potem ne kaže drugega, kakor da se pogovarjamo in potem razumejo, ne. Tako da tu ni kaj drugega, kako dogovor, informacija, takole je situacija. In to so potem, iz tega se potem nekaj razvije, tako da, ja, vse prav, da pričakujejo od nas, hvala Bogu, da nas iščejo, ne, in da želijo. To je pa tudi lahko za nas potem izhodišče, da jim pomagamo, kako tudi sami potem lahko veliko tega uresničijo. Vsa družinska pastorala, recimo, ki je tudi v zvezi z veroukom in tako naprej. Tu imajo laiki, verni laiki, starši, botri, velike naloge in poslanstvo in mislim, da v tem sodelovanju se lahko potem res marsikaj lepega uresničuje tudi v tej situaciji. Gospod škof Štumpf, kako pa ta prevelika pričakovanja na eni strani, tako strani duhovnikov, redovnikov, redovnic in realno sliko, kot jo je pravkar opisal gospod škof Lipovšek, na drugi strani uskladiti, jo nekako postaviti v ravnovesje? Ko sem postal škof pred 10 leti, mi je takratni novoimenovani celjski škof, dr. Anton Stres, dejal: veš, v življenju škofa je najtežje to, ne da reče da, ampak ne. Ko mora reči ne za stvari, ki jih pač ne more opraviti zaradi prevelike zaposlenosti ali drugih reči. Mislim, da je tukaj zelo pomembno upoštevati načelo subsidiarnosti. Kar naj stori škof, ne dela duhovniki. Naj ne delajo duhovniki. Kar naj delajo duhovniki, naj ne delajo verni laiki. Oziroma, kar naj delajo verni laiki, naj ne dela škof in duhovniki. K temu se moramo še zelo vzgajati in tako rekoč včasih celo prisiliti, kajti gre za jasno delitev vlog in pa seveda tudi za veliko dozo potrpežljivosti, modrosti, ki pa je gotovo dar Svetega Duha. Tudi v tej stvari milost predpostavlja naravo. To pomeni, da je že omenil gospod škof Stanislav, da je Bog tisti, ki vedno postavi stvari na pravo mesto, mi damo samo tem stvarem začetek. In smo vedno nekoristni služabniki in zato, ker se zavedamo, da ni to vse odvisno od nas, ampak od Boga, nam tudi, predvsem škofom, daje veliko moči, da vztrajamo in da gremo naprej. V tem je moja tolažba. Zjutraj, ko vstanem in grem premišljati in moliti v kapelu, si rečem, danes je takšen in takšen dan, vedno je nek dan drugačen, ampak kar bo, naj bo z Božjo pomočjo.
Gospod Škof Glavan, kako drugače pa je delo na ravni celotne Slovenije? Ste predsednik Slovenske škofovske konference. Je potrebno zaradi večjega števila več usklajevanj, mora biti včasih preveč usklajevanj samo svojim, oziroma da je včasih preveč tega dela in da nas samo za svoj vrtiček? No, od nas treh sem edini škof, ki je že bil član škofovske konference tudi pred ustanovitvijo škofij. 6 let kot pomožni škof in nekaj časa sem bil pooblaščenec predsednika konference za vodstvo Slovenskega pastoralnega sveta. In vidim, da ni sedaj nič več težje usklajevanje, kot je bilo prej. Ali pa nič, da je enako lahko. Moram reči, da zelo lahko in lepo usklajujemo razne interese, naloge, bodisi preko teh medškofijskih organizmov, pastoralnega sveta in drugih odborov in komisij, ali pa direktno na škofovski konferenci. Jaz mislim, da nikoli se ni bilo kakšnih takih večjih, nevarnejših težin, da bi, ne vem, neka škofija šla po svoje in ukolikor je potrebno za neko skladno pastoralno dejavnost v celotni Sloveniji, ker moramo upoštevati, Slovenija je majhna. In zato je nujno, da se usklajujemo, čeprav velja, da so redka področja, kjer so sklepi škofovske konference strogo obvezni za vse ordinarije, vse škofe. In je škof tako rekoč popolnoma samostojen in neodvisen v nekem smislu od škofovske konference, pa vendar nikoli ni prišlo do kakšnih razhajanj, vedno se znamo uskladiti in skratka nič težje, odkar je 6 škofij namesto 3. Gospod Škof Štumpf, ali smo izziv novim možnostim, torej škofij, znali dobro izkoristiti v korist evangelija? Bi lahko storili več? Vedno se da storiti več. Ali pa tudi manj. Glejte, že od drugega Vatikanskega koncila močno bije ura vernih laikov. In ta ura seveda ni odbila in še dolgo ne bo. Tukaj prihaja čas, ko bomo tudi škofje morali vernim laikom, prav v smislu evangelizacije, dati tudi naloge in kompetence, o katerih še sedaj mogoče niti toliko ne razmišljamo. Ampak seveda treba jih je usposobiti in izobraziti. Po škofijah zelo dobro delujejo katehetsko-pastoralne šole, imamo teološko fakulteto. Vse to je nekako izobraževanje laikov, ampak potrebna je še tudi pastoralna in duhovna formacija. Na področju soboške škofije imamo zelo zanimivo zgodovinsko izkušnjo, za katero mislim, da je unikum, da je edinstven primer v celotni katoliški cerkvi. In sicer služba licenciatov. To so bili modri, dobri možje, prudentissimus vir izpred 350-300 let, ki so na področju sedanje soboške škofije v času močnega protestantizma ohranili katoliško vero, ker je bilo veliko pomanjkanje duhovnikov. In tedanji džerski škof si ni mogel drugače pomagati, kot da je izbral določene može in jim dal v upravo župnije z dekretom. In ti možje so lahko razen maševanja, spovedovanja in podeljevanja bolniškega maziljenja upravljali vse ostale dolžnosti v župniji. In s tem so ohranili vero. Vidite, nekoč sem nekaj razmišljal in nekemu predstojniku cerkve dejal, če bi slučajno pri nas to službo tudi ponovno uvedli, vam je dejal, raje se okleni službe stalnega diakona. Tako je ta služba v vseh škofijah, vidim, zelo tudi zaživela, pri nas nažalost še ne. To pa zaradi močnega tradicionalnega pogleda na vlogo duhovnika v občestvu, predvsem pri podeljevanju sakramentov. In tako razmišljam o načinih, kako nagovarjati mlade može za to službo.
Seveda imamo pri nas tudi, pa gotovo tudi po drugih škofijah, zelo lepo izkušnjo sodelovanja na krajevnih ravneh z župani, z učitelji, z predstavniki šol oziroma ravnatelji. In kjer je to sodelovanje z župniki, se dejansko evangelij, tako rekoč, bodisi kot oznanilo, bodisi kot krščanska vrednota, bodisi tudi kot kultura, tako rekoč pretaka v srca ljudi. In tukaj moramo še precej narediti. Ali je lahko pregled oziroma pogled nazaj neke vrste priložnost, da se ob novih spoznanjih pogled usmeri naprej in se nekako skupaj išče odgovore na izzive, ki se nam postavljajo danes, gospod Škof Glavan? Pregovor pravi, da je zgodovina učiteljica življenja. Tudi praksa, dobra ali slaba, je učiteljica, ne? In jasno, na podlagi, ko se neka praksa uveljavi, pokaže koristna, jo je treba razvijati naprej. Prav tako pa moramo biti tukaj fleksibilni, da znamo tudi neke okostenele strukture opustiti ali pa nadgraditi in reformirati. Se mi zdi, da bo treba evangelizacijo zares vzeti, tako kot je že Janez Pavel II. Rekel, ne, da mora biti nova po pristopu. Leto usmiljenja je že nakazalo nekatere stvari, kakšni morajo biti naši pristopi duhovnikov, spovednikov in tako naprej, da moramo sprejemati, imeti sočutje z ranjenimi ljudmi, ki jih danes ni malo, pa bodisi zaradi zgrešenih zakonov ali kriminala ali morale ali karkoli že, ne. V glavnem, to je že en pristop, nov, spoštljiv, usmiljen, da znamo poslušati druge ljudi, ne. To se mi zdi, da je en tak še premalo uresničen pristop, da bi se morali bolj naučiti poslušati sogovornike. Seveda poslušati, potem pa jasno z odgovornostjo ukrepati, izpolniti, sprejeti, poslušati ali predloge ali ne. So pa nekatere stvari, ki bodo preživele, ki bodo ostale, zlasti to, kar je nova pokoncijska ekleziologija prinesla. Nov pogled na cerkev, kot je bilo že rečeno. Pa naj bo to sodelovanje laikov, župnijski pastoralni svet, izbor svetovalcev, duhovniški svet, to so vse nove ustanove, ki gotovo ne bomo opustili v prihodnjih mogoče stoletjih. Ampak da pa ne bi zaživeli na nov način, z novo gorečnostjo, z novimi pristopi. Skratka, uresničiti moramo te navodila za novo evangelizacijo in biti odprti za navdihe Svetega Duha v spremenjenih razmerah. Gospod Škof Lipovšek, slišali smo že gospoda Petra Štumpfa, da je pomembno sodelovati tudi z drugimi deležniki zunaj škofije. Kako je po vaše to pomembno, torej s politiko, gospodarstvom, verskimi skupnostmi? Ja, seveda, cerkev v danem svetu, ne? To je Vatikanski koncil, spet gremo, živi tukaj. In zato se razume, da moramo sodelovati z vsemi ljudmi, kajti delo odrešenja je namenjeno vsem ljudem, ne? Luč je prišla na svet, da razsvetuje vsakega človeka. In mi imamo to nalogo, da pomagamo, da ta luč res pride do vsakega človeka. No, se razume, da je kristjan, to smo že slišali v prvih krščanskih stoletjih, je v svetu to, kar je so v jedi. To se pravi, mi smo luč. In luč se ne postavlja pod mernik, mora reči svetilnik, da sveti vsem, ki so v hiši. Tako se učimo v govoru na gori. In da bodo videli vaša dobra dela. Pomisleto je vabilo, da smo res sodelavci, kot je že prej gospod Peter omenil, recimo z krajevnimi, kot se reče, nosilci služb in oblasti, lokalno skupnost, ko pravimo občine in tako naprej, pa tudi druge svetne ustanove, Rdeči križ, recimo zdaj v tej begunski krizi, tu je bilo imenitno sodelovanje Karitas in Rdeči križ,
kaj čemu to lepšega. Potem vse druge ustanove, recimo, znano je, da imajo gasilci zelo dober sistem vzgoje mladih in je večkrat veliko težav. Ne? Ministranti nimajo časa v nedeljo, ker so gasilske vaje, so gasilske nastopi, športna društva in tako naprej. Tu je treba sodelovati, ne gre drugače, ne? In se dogovarjati. In ker je to dogovarjanje in sodelovanje, tam so tudi neki, bi rekli, obojestranski uspehi in zadovoljstvo, ne antagonizem in ne vem kaj, ampak res poskrbeti za vsestranski skupni blagor. In zato je treba s temi ljudmi sodelovati, vključno s politiki. Tu je treba biti seveda zelo, moder, saj vemo, kaj se dogaja večkrat, ampak evangelij je tudi luč za urejanje teh družbenih vprašanj in tudi jasno narodnih, mednarodnih vprašanj. In tu vemo, da je, kot vidimo, je recimo cerkev prisotna, Vatikan po svojih službah, vseh teh ustanovah in tudi na župniji na nek način mora biti duhovnik in seveda škof v svoji škofiji tudi na nek način prisoten v teh svetnih ustanovah, da je tudi tu nosilec luči, ki je prišla, da razsvetljuje vsakega človeka. In temu se ne smemo izogibati, ampak iskati priložnosti. In namen pa je seveda vsestranski duhovni in materialni blagor vernikov. In k temu smo tudi mi poklicani. Pater Branko Cestnik je zapisal, da versko središče že iz čisto praktičnih razlogov postane regijsko in kulturno središče ter vpliva tudi na določen tip gospodarstva, velja pa tudi obrnjeno. Regijsko in kulturno središče kliče po temu, da bi bilo tudi versko središče. Kako je to uspelo z novimi škofijami, gospod Peter Štumpf? Najbrž zelo različno, ker vseh 6 škofij ni enakih. Prav v tem segmentu gospodarstva, tudi kulturne moči, pa ne nazadnje tudi družbenega ali, če hočete, političnega odmeva. Gotovo pa je, da najbrž vsi trije doživljamo, da smo postali zelo dobrodošli sogovorniki, ne samo na taki formalni ravni, ampak tudi v načrtovanju skupnosti, ne samo župnij, ampak tudi občinskih skupnosti, recimo županom. Župani se radi obračajo na nas, tudi v spraševanju reševanja nekih določenih konkretnih težav oziroma načrtovanj tudi gospodarskih reči. Potem, vsaj pri nas, tudi v Soboti se pogovarjam z mestnim županom tudi o tem, kje nekje ojačati kako infrastrukturo oziroma gospodarske dejavnosti, kar bi lahko koristilo širom ljudi. No, ampak drugače so pa župnije že preden so bile ustanovljene škofije, močno delovale, tako kulturno, nekatere celo znanstveno, potem pa seveda tudi gospodarsko. Tudi še zdaj imamo tu in tam kakšnega župnika, ki nekoliko izstopa po svoje kmečke dejavnosti ali gozdarski dejavnosti, ampak je zaradi tega zelo priljubljen pri ljudeh in tudi pri občinskih skupnostih. In mi je nekoč en sobrat duhovnik iz ene rodovne skupnosti dejal, poskušajmo pomagati, da bo to vključeval v pastoralo. No in res, potem je župniško izpitno nalogo naredil prav iz tega. In tudi take posebnosti v cerkvi nekako se da vključevati v to, da cerkev postaja, če hočemo, nekako sedež družbenega, gospodarskega, kulturnega življenja. Gospod škof Andrej Glavan. Strinjam se s tem, da so pravzaprav regijska središča in kulturna središča postala tudi škofijska središča. Eno gre z drugim, ne. Jaz vidim v zgodovini končno Novega mesta. Letos praznujemo 650-letnico ustanovitve mesta po Rudolfu
drugem. In že takrat je on hotel tukaj postaviti, ko je bila to samo še na majhno naselje, kako bi rekel, trg, je hotel ustanoviti močno središče na poti iz celinskega dela proti morju v nekdani tej svoji, bi rekel, že državi. Že takrat je bilo nekakšna težnja, nekakav poizkus, da bi to sčasoma postalo tudi morda škofijsko središče celo. Pa vemo, da so stoletja potem na različne načine ovirala, da do te realizacije ni prišlo, čeprav je bilo kar nekaj poizkusov, vendar je ostalo potem, kot vemo, 800 let skoraj pod Oglejskim patriarhom, da ni prišlo do ustanovitve samostojne škofije. Niti pod Ljubljano, vse dolenjsko območje ni prišlo. Tako da to je neko središče, ki se je izkazalo, bodisi zaradi prometnic, bodisi kakorkoli že, da so postala potem tudi škofijska središča. Gospodarstvo pa ne vem, jaz ne vidim direktnega vpliva, kako bi gospodarstvo vplivalo na škofijsko središče, ne. Kulturno pa gotovo. Se spomnim, ko je naša škofija, ko je po ustanovitvi v letu 2007 je lokalna televizija, vaš kanal, izvedla anketo, povpraševanje, kateri je bil najdogodek v letu 2006. In ogromna večina se je odločila, poslušalcev, gledalcev, da je bila to ustanovitev škofije. Smo dobili tudi tak poseben ekran, kot nekakšen spomin na to. In se spomnim takrat kmalu potem, glih na podelitvi, ko je nek lokalni veljak, še res, bi rekel, iz stare strukture, rekel, no, Novo mesto je dobilo škofijo, zdaj mora dobiti še univerzo. Tako da to je gotovo, eno z drugim se povezuje, eno na drugo vpliva in so tu povezave. Gospod škof Stanislav Lipovšek. Gotovo je hvalevredna ta medsebojna povezava in dopolnjevanje in bogatenje, tako škofija kot cerkvena ustanova, kakor tudi škofijsko mesto z vsemi svojimi strukturami. Jasno, ker smo vendarle luč, biti kristjan pomeni, da ustvarjaš neko klimo v svojem okolju in bilo bi žalostno, če bi ne imela škofija nobenega vpliva recimo na klimo, na okolje, na dogajanje v škofijskem mestu in obratno tudi. Tukaj se medsebojno lahko samo obogatimo, ne, tako da je potreben ta enostavno dialog. No, zgodovina nas uči, kako je bilo v zgodovini, da je tu vse od cezaropapizma ne do popolnega negiranja drugega. To se pravi, najbrž je modrost v tem lepem sodelovanju, ko gre za resnični blagor, duhovni in materialni blagor. Tu tudi zelo nekako vstopa nova evangelizacija. Mi tako rekoč smo slabo usposobljeni za dialog in sodelovanje, recimo v medicini. Kakšna vprašanja so recimo na medicinskem področju, kje so naši verni zdravniki, ki bi pomagali ta vprašanja reševati v duhu teh moralnih načel. Cerkev je nosilka recimo kulture, umetnosti, naše cerkve. Ja, to so vendarle galerije, kulturno-umetniške, naše kori, naše pevski zbori. Za Božjo voljo, mi imamo vendar takšen potencial in to lahko zelo bogati, to se pravi, krajevno občestvo oziroma kraje in ustanove. In zato je tu res zelo hvalevredno sodelovanje. Smem reči eno tako malo stvar. Mi se zdaj pripravljamo sklepno slovesnost ob 10. obletnici, pa prvič sodeluje zbor recimo gimnazije, ne? To je 80 mladih, pa orkester glasbene šole, je 50 mladih. Če 120 ljudi poje Slovenškovo pesem, Ne bej se doma,
tam ime pravi, tam večno srečen bom, z vsem elanom, menda nekaj ostane. Na kakšni prelomnici pa je cerkev kot takšna danes, tudi v luči migracijske krize, ki smo ji priča in vse pogostejšim terorističnim napadom, gospod Škof Glavan? Cerkev mora pomagati ne le pri nas, ampak v celotni Evropi, da se bo zavedla svoje identitete, bolj zavedla, začutila svoje, iz kakšnih korenin je rasla in naj bi tudi v bodoče rasla. V tej luči se mi zdi, da je zelo dobrodošla misel, da nas je vse nekako spodbudila sklepna deklaracija oziroma izjava papeža Frančiška in ruskega patriarha Cirila, kjer sta nekako, če na kratko povzamem, rekla, da se mora Evropa nekako zavesti svojih krščanskih korenin, sicer ne bo preživela oziroma se ji ne obeta nič dobrega. Z odprtostjo, spoštovanjem tudi do drugih kultur, vendar ti najprej bodi to, kar si. In kristjani se moramo v Evropi tega zavesti in nekako prispevati svoj delež, da bomo kristjani se zavedali svojega dostojanstva, zaživeli svojega krsta, da bomo ponosni na svojo krščansko identiteto, ne pa da jo bomo nekje zapostavljali, da ne rečem v nekaterih krogih celo prezirali. Samo to spoštovanje do vsakega človeka se je končno prav to spoštovanje in uveljavitev človečanskih pravic je delo v veliki meri delo krščanstva, krščanskih cerkva bilo v svetu in tukaj moramo narediti kristjani svoj delež. Gospod Škof Lipovšek, dogodki, ki smo jim priča, predvsem napadi na kristjane, ne kažejo nekih velikih uspehov v medverskem dialogu. Kaj storiti na tem področju? Ravno danes smo zvedeli, da se obnavljajo ta srečanja v Asiziju in bo letos septembra znova ta shod predstavnikov vseh verstev sveta, krščanskih in nekrščanskih. No, to je hvale vredno, da smo tega zelo veseli. To je bil sveti Janez Pavel II, ki so mu tako malo učitali, če gre predaleč, ampak to je to. In res bi morala verstva in mi, seveda kristjani, tu bolj pokazati svojo barvo in tudi se dejansko zavzeti za pravice teh malih, ubogih in trpečih. Tu imamo tudi žal med našimi verniki nekaj takih, ki pravijo, ja, vse so reveži doma, tam so pa to in to in to. Ja, hvala Bogu, tudi domačim je treba pomagati, seveda, to je naprej gotovo, pa tudi teh, po katerih Jezus govori, popotni sem bil in ste me sprejeli, potem bomo celo sojeni. Tako da, kar se tiče pa tega dialoga, je pa pri nas tako, da je živi, lahko rečemo, ne, tako krščanski, mislim med krščanskimi cerkvami, imamo tako zvani, to se pravi svet krščanskih cerkvam, pa še zraven še ekumenski svet za nas, pa tudi svet za sodelovanje z nekrščanskimi verstvi. In formalno, in ne samo formalno, tudi se živo srečujemo, smo prijatelji, si pomagamo na nek način, izmenjavo vsaj informacij in tako, in tudi sodelujemo pri teh konkretnih zadevah, kot je bilo recimo ta begunska kriza, ki pa najbrž še ni zadnja. In zato je izredno pomembno, da smo tu čuječi in da storimo vse, kar je v naši moči in kar nam Jezus na poseben način naroča. Popotnik sem bil in ste me sprejeli, lačen sem in ste mi dali jesti. Gospod Škof Štumpf, močni pa moramo biti verniki v svoji krščanski identiteti v tej migracijski krizi. Ja, gledajte, zdaj že itak vemo, da migracijska kriza ni enoznačen pojem. Imamo tukaj begunce, ki bežijo pred vojno,
imamo migrante, ki iščejo neko svojo ekonomsko stabilnost, in pa seveda imamo umetno spodbujene migrante, ki prihajajo z nasiljem. In kako ravnati v vseh teh primerih? Težko je najti ustrezne pristope in tudi rešitve, seveda ni pa vse skupaj brezupno. Prav te dni je latinski jeruzalemski patriarh opozoril, da na Bližnjem vzhodu se dogaja genocid nad kristijani. Na to so tudi upozorile zdaj Združeni narodi, ampak prepozno. In ta žalostna tragedija kristijanov je skrita v to migracijsko problematiko. In to javnost prezre, predvsem mediji. Naj spomnim, na Monoštorskem polju v Porabju se je pred več kot 350 leti, natančno leta 1684 avgusta, zgodila zelo pomembna bitka za Evropo. In sicer v tej bitki je sodelovalo 120.000 vojakov. In sicer združile so se vojske tedanjih kraljestev krščanskih proti turškim osvajalcem in za veliko ceno krvi, ampak v solidarnosti zmagali. Čeprav vemo, da v miru ta kraljestva niso bili v najboljšem soglasju in prijateljstvu, ampak v stiski so stopili skupaj. Zato je ta monoštorska bitka zame osebno eden od simbolov evropske solidarnosti. In vidite, tudi ta zgodovinska dogajanja potrjujejo, da brez vere v Kristusa in krščanskih vrednot ne bo šlo. Gre za boj, ampak ne za boj z orožjem, ampak za boj vrednot proti antivrednotam. Torej, verniki moramo zopet, torej kristjani, moramo zopet poglabljati svojo vero, in to je tudi ta veliki proces, ki ga Cerkev na Slovenskem že lep čas pelje. Pridite in poglejte z tem pastoralnim načrtom. In gledajte, se da, s tem, kako smo se mi odzvali na referendum glede družinskega zakonika, smo vzeli vsapo praktično v celi Evropi, kako smo kristjani oziroma tudi civilne pobude, iniciative z krščanskimi vrednotami stopili skupaj, se da priti do lepih rezultatov oziroma se da živeti in tudi preživeti. Torej imamo dolžnost, da tudi gojimo medsebojno solidarnost in z vero in medsebojno solidarnostjo bomo pravilno pristopili tudi do reševanja te migrantske problematike. Ob sklepu našega pogovora, spoštovani škofje, pa le še sklepna vaša misel. Kam želite, da pluje Cerkev na Slovenskem? Gospod škof Stanislav Lipovšek, celjski škof. Kam drugam, kakor v smeri novega neba in nove zemlje. To se pravi, kot pravi Jezus Kristus. To se pravi, da bo Božje kraljestvo bolj vidno med nami in da bomo v večji meri luč, kvas in sol zemlje. Jezus je z nami in vse to dogajanje naj nam pomagajo, da bomo tudi mi z njim. Gospod škof Peter Štumpf, murskosoboški škof. Gotovo se pridružujem sobratu Stanislavu, da bi zaplula varni pristan. Če bo na tej plovbi Gospod namenil stiske in oboštvo, pa da bi vztrajala, kakor je vztrajala Cerkev v Smirni v času apostola Janeza. Gospod škof Andrej Glavan, novomeški škof. Gospod škof Peter je omenil knjigo Razodetja oziroma angela, ki govori škofom bližnjevzhodnih cerkva. In zanimivo pohvali najbolj in predvsem cerkev v Filadelfiji. Zakaj? Zato, ker goji v svoji sredi bratsko ljubezen. To namreč pomeni Filadelfija. In če bo Evropa zaživela v spravi, v tej, kako bi rekel, da bo pokazala svojim življenjem in oznanjevanjem trinitarične odnose, ki jih nihče na svetu ne more približati in dati svetu, nobena druga religija, kot samo krščanstvo. Ker krščanstvo govori o novi zapovedi ljubezni, o tem, da smo bratje in sestre, res pravi bratje in sestre, in da smo ustvarjeni po Božji podobi. To se pravi, da moramo ustvarjati družbo,
ki je oblikovana po tej božji podobi, v medsebojni ljubezni, zlasti novi zapovedi ljubezni, in s tem bomo uresničili tudi novo evangelizacijo. Spoštovani škofje ordinarji, iskrena hvala za obisk in za pogovor. Bilo mi je prijetno poklepetati in tudi v čast poklepetati z vami. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, drage gledalke, spoštovani gledalci, iskrena hvala, da ste nas spremljali v pogovoru ki sem ga pripravil in uredil Alen Salihovič, tehnična izvedba Izidor Šček.